lepa, hvala organizatorjem za povabilo. Knjiga Pletterskega Nacije, Jugoslavija, revolucija predstavlja za slovensko pisno okolje fenomen, tako po odmevnosti izven domačega, številu prevodov, po aktualnih in družbenih učinkih, ter nenazadnje po družbenem priznanju, ko je zanjo prejel 1985 tudi prestižno nagrado Dimitrije Tucović. Knjiga je najprej v izvirniku izšla v srbo-hrvaščini v Beogradu leta 1985, leto zatem pa še ne bistveno dopolnjen prevod z naslovom Narodna revolucija v Ljubljani. Pletterski je v slovenskem okolju kot profesor na Ljubljanski filozofski fakulteti ter zgodovinar s svojimi raziskavami, v začetka je bil, kot vemo, na Inštitutu za narodnostna vprašanja, na katerih področjih v znanstveni rezultati oziroma prelomno zaznamoval razvoj slovenske historiografije. Kot smo slišali danes v Koroškem vprašanju, z monografijo Prva odločitev za Jugoslavijo, pa je prvi v povojnem zgodovinopisu na afirmativen način obravnaval politično delovanje in odločitve slovenske meščanske politike. Enega prvih posegov v času okupacije je predstavljal z naslovom Osvobodilna fronta slovenskega naroda in program zedinjenja Slovenije na simpoziju 25. ustanovitve OF leta 1966. Po istem poročilu naj bi nadomestil Kardelja, ki bo sprva naprošen, da predstavi to vprašanje, a se zaradi drugih obveznosti simpozija ni mogel udeležiti. V prispevku je Pletterski na podlagi pričevanja Frana Cvita seznanil in seveda tudi širšo javnost z obstojem za OF, ki je deloval leta 1941 in začetku leta 1942, o kateri do tedaj ni bilo moč prebrati ničesar oziroma ni bilo širše znano, da je sploh obstajala, za razliko od znanstvenega inštituta pri predsedstvu SNOS, ki ga je vodil France Cviter in katerega vloga in pomen, zlasti pri povojni menega vprašanja na mirovni konferenci v Parizu, sta bila splošno priznani. Problematika nacionalnega vprašanja je zlasti izostrena v povezavi z obravnavo okoliščin in vzrokov, ki so v času druge svetovne vojne z vrhom na drugem zasedanju Avnoja v Jajcu ponudili koncept preoblikovanja predvojne unitarne in centralistične ureditve na podlagi upoštevanja pravice do samoodločbe narodov, ki jim je priznana nacionalna individualnost in enakopravnost za atributi državno federacijo, kot rešitev konstitutivno povojne jugoslovanske družbe v raziskavah Pletterskega vse bolj stopala v ospredje njegovega znanstvenega interesa. Ne da bi podrobno se ustavljal v bloku, ki nas pripelje do knjige Narodi Jugoslavije revolucija, bi vendarle manj znan podatek iz raziskav Pletterskega, ko je leta 1903 simpoziju v Sarajevu izpostavil iz objavljenih virov sicer znanja iz jeseni 1942 korespondence Kitića in Kardelja, vendar ta dotlej ni problematiziran, ko je Kardel v pismu Titu decembra 1912 po prvem zasedanju znano slovenskih predstavnikov ni bilo, poročal, kako so v Sloveniji takoj objavili resolucijo, v kateri OF solidariziral z bihaškimi sklepi, ter povzeli vrsto drugih ukrepov v tej smeri, a istočasno tudi pomenljivo komentiral pomen bihaškega zasedanja z besedami, citiram: "Kot kaže, se bomo še najlažje prebili čez Jugoslavijo." Konec navedbe. Pletterski sodi okrog redkih slovenskih zgodovinarjev, ki so si svojimi raziskavami ugled domačega okolja. Tako je bil zaradi slovesa kredibilnega zgodovinarja naprošen, da v vlogi nepristranskega arbitra znanstveno razišče položaj Srbov v okviru NDH, vsekakor šlo tako znanstveno kot tudi politično za zelo občutljivo vprašanje. Knjiga Narodi Jugoslavije je plod njegovega smotrnega in sistematičnega proučevanja nacionalne problematike pri jugoslovanskih narodih in vprašanju v stoletju od 1848 do 1945. Ne moremo mimo dejstva, da se posamezniki niso pogosto problematike, posebej pa je bil pomemben tudi čas, saj šlo za vprašanja,
ki so se v času izida pokazala že kot središčna v hitro naraščajoči krizi Jugoslovanske federacije. Ni naključje, da je delo naletelo z druge strani pa politiko. Večino tedaj polemičnih odzivov je Pleterski vključil v drugo srbo-hrvaško izdajo, ki je v Beogradu išla leta 1988, kjer je v obsežnem dodatku zavzemal stališča do polemik in kritik prve izdaje. Šlo je za čas, ko je prišlo do razgradnje NOB v politični sferi pogosto izrabljenega dogmatske formule s pretežno dogmatskimi poudarki, ki je v smrti predstavljal dominantni narativ. Brez prisotnosti osrednje figure Tita, ki je simbolno dejansko povezovala zgodbo o partizansko epopejo, je ta izgubila svežino. Plahnela je tudi historičljivost, predvsem v očeh mlajših generacij, da bi lahko še delovala kot navdih in še naprej ohranjala vlogo osrednjega faktorja jugoslovanske družbe. Potrebno je poudariti, da je vprašljivo izključno njena dogmatska bilo v javnosti dvoma o zgodovinsko opravičenosti NOB-ja in o pravilnosti medvojnih odločitev njenih nosilcev. Koncept prepričanja skupnih integracijskih državnih elementov, ki bo ustrezali obdobju, je šel v iskanju nove formule, ki bi nadomestila Titovo osebno karizmo, sintetiziramo v trinonu Tito, partija, NOB, revolucija, bratstvo in enotnost, kot povzemnega partizanskega projekta, novo iskanje nove formule v več smerih, ki so se med seboj tudi izključevale. Značilnost koncepta, ki je zaradi vse jugoslovanske integracijske vloge stremel k enotenju in ustvarjanju skupne spominske historičnega narativa, pa tudi k zagotavljanju identitete Tita, je bilo nagibanje k razlagi, ki je dajala prednost skupnemu boju jugoslovanskih narodov, ter je bila osredotočena na delovanje Tita in neposredne okolice, to je vrhovnega štaba. V kontekst skupne je bila umeščena zgodba posameznih narodov, kjer je prisotna Tita vredni, kot pa enakopravni obravnavi, hkrati pa se je izoblikovala nasprotnikov, kjer je imel po razredu vsak narod dolžnost, da z njimi sam obračuna na zgodovinsko-interpretativni ravni. Takšna uravnilovka in gradualistični pristop, kjer so bili v načelu vsi narodi enako zaslužni in hkrati odgovorni za medvojno dogajanje v Jugoslaviji, je bila v službi aktualne politike, predvsem pri onemogočanju netenja sporov, ni pa takšna interpretacija v celoti odgovarjala poteku dogodkov med okupacijo. Eno prvih sprememb, ki gre stran vzora ter ga problematizira, predstavlja novih prispevkov k Titovi biografiji, kjer pomajal Tito kot nezmotljivega voditelja, predvsem pa je bila knjiga operjena proti Kardelu, kateremu je pripisoval odločitev, ki so v tedanji družbi že navzoče kot negativni pojavi, na primer za prehod v drugo etapo, za Goli otok in tako naprej. Tukaj je išla knjiga Miroslava Cenčiša, Enigma Kopinič, kjer je tudi bila izrazito usmerjena proti Kardelu, da tako rečem. Sicer pa je želela v njej se inaugurirati posebna vloga Kopiniča, naprimer bila je tudi citat njegove, ki je bila sicer Grkinja, no pa to ni pomembno, ampak ko je rekla, da pomembni so trije Jožeti, pri tem pa je mislila na Stalina, Tita in pa Kopiniča. Skratka, je pa tudi pač vzburkala javnost, skratka, to so te začetki spreminjanja pogledov in vrednotenja na drugo svetovno vojno. Izhodišče za bolj radikalno reinterpretacijo jugoslovanske zgodovine je pomenil izid knjige Velimirja Terzića Zlom kraljevine Jugoslavije leta 1941, kjer je naročil za aprilsko katastrofo leta 1941 in odgovornost države. Takšna interpretacija je predstavljala novost v jugoslovanskem zgodovinopisju, po vojnem dobi seveda, predstavljala je neposredno kritiko zgodovinskega gradualizma, a imela mnogo globlje in širše dimenzije.
neposredno zanikanje že predvojne ocene kraljevine Jugoslavije strani KPJ. Terzič je, ne da bi sploh v knjigi obravnaval razvoj NOB, o njem je imel zagotovo izključno pozitivno, tudi seveda v Titu, načel temelje interpretativnega okvira celotne jugoslovanske zgodovine, kot ga je oblikovala KPJ. Njena interpretacija predvojne Jugoslavije, ki je ureditev in režim prikazana kot zgrešen projekt, ki ga katastrofa leta 1941 potrjuje oziroma razkriva kot takega tudi v praksi, zlasti pa medvojno dogajanje, kjer so strateški konkurenti nosilci predvojnega režima ter simbolni dejanski dediči njegove kontinuitete z vlado in kraljem na čelu v Londonu in Draža Mihajlović, je bilo v luči Terzičevih izvajanj glavno, ki je, to se pravi, nema više nič več povratka nazaj, ki je nekako med okupacijo užgalo kot protiargument za prevzem mandata za obnovo in upravljanje države po vojni, bilo postavljeno pod vprašaj. V okviru takšne družbene klime je prišlo v Srbiji do tendenc po izločitvi četniškega gibanja iz območja kolaboracije ter poskusa umestitve v okvir srbske tragedije, ki se je z genocidno politiko ustašev dogajala na ozemlju NDH, ter Dražo Mihajlovića prikazati kot žrtev tragične usode, sicer pa naj bi četniki predvsem reševali srbsko nacionalno substanco, za razliko od partizanov, ki so bili isti in njim bilo mar za srbsko tragično usodo. K uveljavitvi takšnih pogledov uspeval Veselin Đuretić s knjigama Vlada na bespuću, Vlada na brezpotju in Saveznici Jugoslovenska ratna drama, Zavezniki in Jugoslovanska vojna drama, ki sta odprli pot k radikalni reinterpretaciji podobe druge svetovne vojne in vloge posameznih akterjev v njej. In raznolike razmere, ki so Hitlerjevi agresiji na Jugoslavijo in ustanovitvi NDH, ko je prišlo do radikalnih geopolitičnih sprememb z usodnimi posledicami odnose na prostoru jugoslovanske države, je Đuretić obravnaval izključno skozi perspektivo medvojne srbske usode, o tem pa iskal oziroma ustrezne interpretativne odgovore v nacionalni oziroma nacionalističnem ukvirjenem diskurzu. To je bila ena od smeri, ki je izhajala iz kritike dogmatične verze NOB. Povsem drugače se je okupacije lotil Pleterski. Omenjena monografija je bila izdana z rahlim časovnim zamikom za Đuretićevima knjigama, a je ne kot proti tem izvajanjem, ampak usporedno kot odgovor na dogmatsko verzijo NOB, ki je bila aktualna in v toku za časa Titovega življenja, a je bilo v tem obdobju jasno, da ne more več delovati niti v integracijski funkciji, niti kot historično relevantna interpretacija. V tem smislu knjiga Narodi Jugoslavije predstavlja protitezo dogmatski verziji in gradualizmu kot instrumentu na poti v monolitnost. Pleterski je obravnaval temo iz vse jugoslovanske perspektive, hkrati je uvedel novo dimenzijo, kjer je nesporno Titovo odločilno okvir. Poudarja pomembne interakcije s okolji, torej ne hierarhičnega načina vodenja NOB, od zgoraj brez možnosti od spodaj, ter v praks kot pomembne in fizionomijo partizanskega gibanja kot celote. Iniciative od spodaj niso bile v jugoslovanskem zgodovinopisu integrirane za podobo in celotnega gibanja, čeprav je bil to eden ključnih elementov za uspeh partizanstva kot vse jugoslovanskega gibanja, zlasti v ki se je napalo v preteklosti tradiciji in se na medvojne razmere odzivalo skoraj izključno iz srbske optike. Tem spregledam in prezrtim vidikom je dal Pleterski ustrezno historično težo in pomen, ter jih vključil kot pomemben celotne medvojne zgodbe. V takšnem interpretativnem okviru je prišlo bolj do izraza teza o avtentičnosti in avtohtonosti, ki je poudarjala, da je imel vsak posamezen narod svojo specifično zgodbo, ki je izvirala iz različnih položajev in možnosti za obstajo, kot je bila tudi odvisna od različnih zgodovinskih tradicij, izkušenj in praks. Že leta 1954 je v oceni v jugoslovanskem NOB-ju
v zgodovinskem časopisu poudarim, navajam. Prepričan sem, da do boljšega in znanstveno solidnejšega pregleda ne bo mogoče priti prej, bodo izdelani vso znanstveno solidno gledi razvoja enobe po pojedinskih narodih. Potem šele se bodo vso pokazale tudi tiste osnovne enotne poteze, ki združujejo vso revolucionarno borbenost naših narodov v harmonično celoto. Bistveno za uspešno izvedeno revolucijo je namreč to, da se borbena iniciativnost razvija predvsem na terenu in se šele potem v zakonu pristojnih revolucionarnih organih, konec navedbe. A je to Mikuževo prepričanje, ki je seveda bilo povsem upravičeno, dejansko v smislu historičnih raziskav šele Janko Pleterski v knjigi Narodi, Jugoslavija in revolucija. Zdaj se bom pa predstavil sodoben čas, začel Socialistične republike Slovenije, to je bilo danes že večkrat slišati, je bilo na podlagi osnutka, ki ga je pripravil Janko Pleterski. Tedaj je bil na začasnem delu v politiki kot član predsedstva SRS. Ta izjava je bistveno prelomnica v obravnavi tako imenovanih spravnih procesov, saj to vprašanje postavlja na raven državnih ustanov. Zdaj, podrobnosti v tem ne bo časa, bi samo pozoril, da sem 2 leti bo tega, ravno iz tega mesta, ko je bil tudi predsednik akademije dr. Štihetov, je bil posvet o 30 let po spravnem procesu v Kočevskem Rogu in tam sem predstavil analizo izjave predsedstva SRS in pa izjave pokrajinske slovenske škofovske konference v narodni spravi, in ugotovil, seveda z razdalje 30 in več let, da je pravzaprav v teh izjavah moč zelo dobro razbrati, v čem je srž problema, da ta stvar še ni ustrezno rešena. In v tej izjavi, ki bomo danes govorili, ne so problema. Pleterski je v izjavi predsedstva predstavljen historični okvir, v katerem je poudarjena trajna vrednost in pomen oboroženega proti okupatorju kot del skupnega boja hitlerjevske koalicije proti nacifašizmu, hkrati pa zavrnjena takšna oblika revizije druge svetovne vojne, ki bi imela za cilj rehabilitacijo kolaboracionizma, kot zgodovinar tudi zelo prepričljivo in suvereno historično kredibilno zagovarjal in utemeljal na znanstvenem parketu, ki pa je postal neredko tudi zelo spolzek teren, pogosto s svojimi pogledi deloval kot neke vrste samohodec in plaval proti toku. Vsekakor pa svojim erudicijami posegal v zelo širok spekter konkretnih vprašanj in problemov, ki so se na tak ali drugačen način dotikali temeljnega vprašanja, ki se je zastavilo z vzpostavitvijo interpretativnega pluralizma, svobodo raziskovanja, odprtostjo arhivov ter družbenih pogojev, ki so omogočili nepristransko obravnavo in sicer kako podobnosti, ki je bilo dolga leta po koncu vojne ujeta pristransko prikazovanje v političnem soočanju z drugo, ki je imela značilnosti ali bi javnega obstoja zgolj v krogu politične emigracije izven meja Slovenije. Dotaknil se bi za konec njegovega zadnjega obsežnejšega teksta, to je že tudi večkrat omenjene knjige pisem, Razmišljanje o slovenski državnosti, v kateri je preteklosti. Če povzamem, in to kar z besedami in vabila na predstavitev knjige 2018 v prostorih muzeja zgodovine, navajam. Knjigo bi lahko opredelili kot avtorjev testament, ki ga želi izročiti javnosti, kajti ne gre za osebno pismo ali dopisovanje, temveč za razmišljanje z bogatimi življenjskimi in poklicnimi izkušnjami, profesorja, politika, diplomata in sicer v zgodovinopisju o pomenu države, suverenosti in samoodločbe ljudstva, o revoluciji, instrumentalizaciji pietete, o času odločitev. Avtor strne ugotovitve iz vsega svojega življenja zaznamuje ostrina uma in zavedanost resnici. Konec navedbe.
Besede, ki precizno opredeljujejo temeljne značilnosti življenjske poti in filozofije ter znanstvenega ustvarjanja Janka Pleterskega, lahko potrdimo z ugotovitvijo, ki izvira iz dejstva, da temeljna izhodišča in duh podana v izjavi, že omenjeni izjavi predsedstva SRS iz marca 1990 o narodni in državljanski umiritvi, tudi sodobna znanstvena spoznanja nastala v času interpretativnega pluralizma in podvržena kritiki v pogojih, ki omogočajo celovito obravnavo vseh vprašanj, potrebno legitimno historično kontekstualizacijo obdobja okupacije na Slovenskem med letoma 1941 in 1945. Oziroma povedano, zgodovina mu je dala prav. Hvala lepa.